V liberalni demokraciji Slovenije želimo opozoriti na problem rejništva v Sloveniji in pomanjkljivosti na področju, ki zakonsko regulira to tematiko. V Sloveniji je v rejništvu približno 1300 otrok, katere obstoječa zakonodaja pomanjkljivo ščiti pred morebitnimi zlorabami in so zaradi tega izpostavljeni tveganju pri dodelitvah v rejniške družine. O ureditvi rejništva v Sloveniji je poznano malo dejstev, predvsem pa so ljudje mnenja, da je slovenska zakonodaja urejena tako, da so otroci, ki odhajajo v posvojitev in v rejništvo, varni pred možnostjo, da bi prišli v vzgojo nasilnim ljudem ali celo ljudem nagnjenim k pedofilnim dejanjem. Temu seveda ni tako. Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti namreč za izvajanje rejništva postavlja le naslednje pogoje. Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, imeti zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo, biti polnoletna. Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti nikjer posebej ne predpisuje, da kandidat, ki želi izvajati rejništvo ali rejniško dejavnost, kot tudi oseba iz kandidatove družine, ne sme biti pravnomočno kazensko obsojena oziroma vpisana v kazensko evidenco. Nadaljnji problem je odločanje o namestitvi otroka v rejništvo, o katerem odloča Center za socialno delo. Čeprav lahko o varstvu in vzgoji otrok ter stikih med starši odloča le sodišče. Novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je na rejništvo pozabila. Paradoks je v tem, da imajo starši pri razvezah pogoje za vzgojo otrok, vendar kljub temu o tem odloča sodišče. Pri rejništvu pa starši teh pogojev ne izpolnjujejo, zato jim otroke tudi vzamejo, pa o tem odloča le Center za socialno delo. Zato za vse takšne primere apeliramo na ustanovitev družinskih sodišč. Delitev pristojnosti med rejniki in starši je naslednji paradoks pri vzgoji in preživljanju rejencev, saj staršem, ki so jim otroke vzeli zato, ker zanje ne skrbijo, zakonodaja pušča vse roditeljske pravice in na primer dovoljenje, ali sme otrok v šolo v naravi, ali sme k zdravniku in tako dalje. Ker staršev običajno ni nikjer ali se ne odzivajo, pridejo rejniki v stiske, ko je treba odločiti o pravici otroka in ukrepati takoj. Rejništvo je po svoji prvotni naravi kratkotrajen ukrep, v praksi pa je večinoma to postalo dolgoročno razmerje, ki seže tudi daleč čez polnoletnost rejenca. To samo po sebi ni slabo, vendar pa bi bilo v takih primerih bolje iskati rešitve v okviru posvojitve. Vsekakor pa bo država morala ukrepati proti staršem, ki ne opravljajo svojih dolžnosti, zlasti ne materialnih. To velja tako za rejništvo, kot tudi za preživnine. Glas otroka se ne sliši nikjer. LDS se zavzema, da se izpelje institut otrokovega zaupnika, čigar mesto je pri rejencih. Zakonodajalec bo moral preveriti, ali so predvidena denarna nadomestila rejnikom ustrezna. Društvo Moč in sindikat rejnikov in rejnic že dalj časa opozarja, da so prenizka. Nadomestila rejnikov znašajo okoli 110 evrov mesečno, rejenec pa dobi 243 evrov ter dodatek 94 evrov. Se pravi, mesečni znesek za stroške rejenca znaša okoli 337 evrov. Na področju rejništva imamo torej vrsto pomanjkljivosti, ki premalo ščitijo otroke. To področje bo potrebno sistemsko dopolniti z zakonskimi spremembami, ki bodo poostrile zahteve pri pridobivanju možnosti rejniške dejavnosti, njeno permanentno spremljanje in sankcioniranje v primeru nepravilnosti.